Lep pozdrav. Danes imam dva nova gosta, in sicer študenta Ljubljanske univerze, Pijo Prijon, ki je študentka na Pedagoški fakulteti, in pa Mateja Primca, študent strojne fakultete, ki pa je trenutno v tujini na Nizozemskem, tako da bo lahko malo tudi primerjal študij v Sloveniji in pa v tujini. Lep pozdrav obima. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Mogoče bi kar začel na tako zelo splošno vprašanje, ampak kako na splošno sta zadovoljna s študijem na Ljubljanski univerzi? Vama je všeč, kaj pogrešata? Oba tudi ti, Pija, vem, da si bila že nekaj v tujini, mogoče kakšni predlogi, kaj bi bilo lahko izboljšali na univerzi? Pija, naprej. Ja, je res, jaz sem en semester sem opravila v tujini. Se pravi, sem bila na Erasmus izmenjavi, tako da imam tudi neko izkušnjo, kako mogoče stvari vsaj približno potekajo tudi na drugih univerzah, da imam nekaj za primerjati. In moram povedati, da sem generalno gledano zadovoljna s študijem na Ljubljanski univerzi, da vidim veliko prednosti in veliko dobrih stvari, ki jih imamo. Mogoče bi izpostavila obštudijske dejavnosti, ki povezujejo študente, potem samo kakovost študija, absolutno. Seveda so tudi neke individualne razlike znotraj samega študija, kjer je vedno možnost za izboljšavo, ampak generalno gledano pa moram reči, da sem zadovoljna. Ja, jaz pa ravno tako trenutno na izmenjavi in lahko primerjam s tem, kar sem dal v tem času od septembra do zdajle že skozi. In lahko rečem, da naša univerza, Ljubljanska univerza, je dosti dobra, sem zadovoljen z njo, ampak ravno tako, kot Pija prav, so nekatera področja, na katerih bi se lahko dalo malo kakšna stvar narediti, na katera področja se pa že zelo redo trudijo. Kaj pa recimo bi lahko izpostavila kakšno tako področje, kaj se vama zdi, da bi lahko izboljšali? Prvo področje mogoče povezava sveta in študentske organizacije s fakulteto, z univerzo, da vseeno mogoče kaj se jih več sliši, da mogoče niso toliko omejeni pri določenih stvareh. To je prva stvar. Druga stvar je princip nekako odnosov profesorja-študenta. Vidim, da tukaj na izmenjavi gre mogoče malo bolj na osebno in vidim, da ima neke prednosti po zanimanju, po večjem zanimanju študentov po snovi, da se lažje jih vpraša profesorja, da so bolj sproščeni tudi sami, več dajo od sebe. To vidim, da zelo pomaga. In tako neka taka povezava. To so ene take dve stvari, ki bi jih jaz izpostavil. A to se vama zdi, da je še zmeraj ta, recimo, da je odnos dosti tak profesor-študent? Ker to je tudi meni, ko sem bil jaz mlajši, ko sem bil v ZDA, jaz sem delal na University of Texas Southwestern Medical School, kjer so bili 4 Nobelovci zaposleni, in tam vem, da so bili taki odnosi, da tudi 2 Nobelovca sta bila blizu, to je bil ogromen kompleks, ampak 2 od teh Nobelovcev sta bila blizu mojega laboratorija in to so bili povsem normalni ljudje, ne. Jaz sem tudi takrat, ko greš v NAC, si predstavljaš, wow, nek Nobelovec, ampak z njimi si lahko normalno govoril, bila sta dostopna, lahko si šel do njiju. Da sem že takrat opažal, da je mogoče malo več sproščenosti v odnosih med profesorji pa študenti, ja. Ja, jaz mislim, da ta sproščenost pride naknadno. Ko daš nekaj let študija že za sabo, ko se srečaš z nekaterimi profesorji že večkrat, ko te večkrat učijo različne predmete. In takrat mislim, da pride bolj na osebno raven, se tudi sami študentje nekako bolj upajo pristopiti do profesorjev. Vidim pa to pomanjkanje še posebej začetka, kjer se mi zdi, da vseeno, ker je tak zelo formalen pristop, da se študentje nekako ne upajo vprašati, nekako imajo, si mislijo, bom pa izpadel neumen, če bom vprašal kakšno stvar. Tega tukaj ni in vidim tudi mogoče potencial govorilnih ur, čemur so tu namenjene, da se jih ne izkoristi toliko.
medtem ko so tukaj to reši že tekom samih predavanj, vprašajo od neumnosti do specifičnega področja. Profesor jim z veseljem odgovori na vsako stvar, saj tudi pri nam bi bilo tako, samo nekako je taka osebna raven dosti pomaga k temu, da se ta led prebije. To se mogoče odpore eno zelo pomembno vprašanje, ki ga tudi jaz ugotavljam, kot profesor. Dejansko pri nas študentje se bojijo spraševati. In to imam jaz kar probleme. Jaz skozi želim predavati tako, da vključujem študente, da jih sprašujem in se mi dogaja, da sprašujem še take stvari, ki vem, da jih znajo študentje, pa me samo gledajo, ker se ne upajo vprašati. Tako je, dostikrat slišiš profesorja, ki reče, kakšno vprašanje, ampak verjamem, da ima vsak vsaj enega, samo noben ne upa vprašati, noben ne reši tisti trenutek, ker se mu zdi, mogoče samo nisem dovolj spremljal med predavanjem, mogoče, ne vem, sem ne zastopam zdajle, pa se bo prišlo kasneje, ima neka taka zadržke pred... Ja, to se bojim, da je malo vzgoji že, da že od osnovnih šol vzgajajo. Da moj sin je zdaj šolec in mi je tudi že enkrat rekel, da je ugotovil, da eni učitelji ne marajo, da jih sprašuješ, in da smo vzgojeni, da še zmeraj preveč tega ex-katedra učenja, avtoritete, ki jo privzgajajo že v osnovni šoli in potem, ko pridemo na fakulteto, da dejansko nam nekako zatrejo to željo po spraševanju. Jaz sem tudi tukaj hotela dodati, da zagotovo bi taki bolj sproščeni odnosi, ki sem jih tudi jaz doživela v tujini. Se pravi, da ko te profesor sreča na hodniku, Pija, pozdravljeni, kako ste, a ne? Meni se je tudi že kdaj zgodilo, da te, mislim, mogoče posledica tega, da so bili manjši razredi in da te profesori poznajo, ampak to zelo vpliva na študente. Zaradi tega, ker se veliko bolj sproščeno počutijo in se pol tudi bolj upajo vprašati in dejansko zvedeti stvari in so angažirani, a ne, za predmete. Se pravi, to po mojem vpliva ravno na to spraševanje, pa sem pa res želela ravno to dodati, da verjetno pa stvari prenašamo že odprej. Se pravi, ta nek strah pred spraševanjem, da to lahko izvira iz ene napačne, recimo učiteljice v osnovni šoli, ki je ne sprejemala vprašanj ali pa malo z posmehom se odzvala in to človeku ostane, a ne. In je potem treba zelo veliko dela v nadaljnjem letu študija, da se to nekako premosti, a ne. Se mi zdi pa to nujno, zaradi tega, ker radovednost je tista, ki bo vodila do nekih rešitev, do ustvarjalnosti. Ravno, če te ni strah, da si lahko napačen odgovor, da že te ni strah, da imaš narobe, si lahko ustvarjalen in se mi zdi nujno to spodbujati. Absolutno se zelo strinjam, ker to se ne konča na fakulteti, to jaz lahko rečem kot znanstvenik, ugotavljam tudi potem kasneje znanstvene konference. V tujini je normalno, da se sprašuje po predavanju, pri nas se ti dostikrat zgodi, da ni vprašanj. In potem niti moderator na konferenci, ki ne bi bila njegova vloga ravno to, ne samo da napove govorca, ampak da tudi vprašanja zastavlja, da vodi diskusijo, se ne loti tega, in je zelo malo diskusije. Tako da recimo jaz, mogoče lahko podasta tudi svoje mnenje, recimo jaz pri svojih predavanjih, ki jih imamo seminarske naloge in jaz zelo spodbujam ta spraševanja, tako da tudi povem študentom in dejansko upoštevam tudi pri ocenjevanju seminarske naloge, koliko so spraševali. Tako da si malo tudi zapisujem vprašanja, da vem, kaj so, da jih skušam na ta način spodbuditi, da ne sprašujejo, da ne pod prisilo spet, ker to je kontraproduktivno, ampak na kakšno pozitivno stimulacijo, ker mislim, da je diskusija zelo pomembna, sploh v akademskem svetu, moramo razpravljati o stvarih, moramo se, končno mladi imate druge poglede, tudi mi lahko kaj od vas dobimo mlajši, ker imate druge poglede, drugačne poglede na svet, digitalni svet bolj poznate kot mi recimo in bi tukaj moglo biti dosti več te medsebojne interakcije, po mojem, ja. Jaz se absolutno strinjam, pa tudi profesor, učitelj dobi povratno informacijo že iz vprašanj, ki jih zastavljajo učenci, oziroma pač študentje. In potem lahko temu tudi prilagodi na način, kako predava, in v bistvu je pol to znanje nek konstrukt te socialne interakcije, se pravi med osebami, kaj nekdo ve, kaj drug ve in potem na podlagi predznanj in izkušenj se da pol veliko pomembnih stvari zvedeti. Ja, in verjetno tudi se take žive razprave si več zapomniš, kot nekega suhoparnega poslušanja predavanja. Tako da tukaj je zagotovo, ja. Ja, pa čisto me zanima eno vprašanje. Se vam zdi, da na splošno med študenti večja vrednota znanje ali večja vrednota dobra ocena? Kaj je bolj pomembno?
Okay. Meni se zdi, da imamo vse sorte študentov, iskreno. Zelo, zelo veliko je študentov, ki jim je vrednota znanje. To se mi zdi, da se predvsem vidi na način, kako se študentje učijo, na način, kako so sami angažirani. Se pravi, nekdo, ki mu je res vrednota znanje in ne ocena, se bo v bistvu že vsa leta študijom verjetno ukvarjal s temi stvarmi, ki jih študira, temu namenil svoj prosti čas, hodil na dodatna izobraževanja, na dodatno znanje. Ravno to, recimo, ki je vprašal, kar tudi mogoče ne bo potem na izpitu, a ne. Seveda so pa tudi študentje mogoče, ki jim je pa vrednota ocena, oziroma težko reči, da jim je to sploh vrednota, ampak pač neka sredstvo do dosege ciljev ocena, ne zares vrednota. Se mi zdi pa, da se to pol vidi recimo na kakšnih goljufanjih na izpitu, a ne. In da bi mogla univerza zavzeti res jasno stališče, da je prava vrednota znanje, a ne, in da se to ne tolerira. In da je v bistvu že sam način poučevanja tako strukturiran, da spodbuja res k vrednoti znanja in da so tudi sami izpiti oblikovani na ta način, da preverjajo znanje. Zaradi tega, ker potem bo tudi veliko manj tega kakšnega goljufanja ali pa manj učenja za oceno. In se v bistvu da na ta način pol tudi vplivati na same navade študentov in na to, kako se učijo in že na to, kako v bistvu jemljajo celoten študijski proces. Tako, jaz bi dodal, da se svet tudi, vsaj vidim v industriji, da se pomika, da tudi industrija cenijo znanje, ne gledajo več samo na izobrazbo, katero imaš, ampak kaj jim lahko ti daš, kaj imaš za eno znanje, ene skillse, ki jih lahko uporabiš, ki bojo njim dodali neko vrednost. In tudi, ko sem bil zdaj že na nekaterih razgovorih, ti dajo dejansko nek test, da pokažeš, pa ne neka splošna teorija kot tako, ampak samo koliko znaš ti razmišljati v tisti smeri, ne ka bi si oni želeli, ampak dejansko, ko si študiral, kaj si odnesel, koliko znaš. Ja, se mi zdi, da ker gre svet v to smer, se mi zdi, da tudi študentim ne bo ostalo drugega, kot da delajo na tem. Ker če bojo na koncu imeli samo še cilj pridobiti neko stopnjo izobrazbe, jih še ne bo to nikamor pripeljali. In se mi zdi, da se bomo tega vsakeč več zavedali. To je že v bistvu, recimo, če pogledamo nekakšna Amerika, ki je zelo velika, to dejansko že desetletja obstoja, da je zelo pomembno, kje si končal fakulteto, pa ne zaradi imena, čeprav seveda Harvard pomeni neko ime, ampak dejansko vejo, da na takih fakultetah dobijo študentje boljše znanje. In tukaj mislim, da se zdaj tudi v Sloveniji to dogaja, da se bo prišlo do te diferenciacije s številnimi novimi fakultetami, ki pa nimam nič proti, sem za pluralizacijo visokega šolstva, ampak verjetno so nekatere vprašljive kvalitete, in da bo vedno bolj pomembno, kje boš dejansko ti pridobil to znanje, da se bo moglo tukaj tudi univerze oziroma fakultete diferencirati med sabo potem, katere bodo boljše, katere bodo slabše. Samo eno vprašanje. Ko ste glih omenili, da je Harvard kot najboljši, ampak ni to bolj na isti princip kot recimo slovenska srednja šola Bežigrad? Pač se samo ponuja dobro znanje, ampak dosega visoke cilje, glih sem že zaradi tega, ker so se sami, tako rečeno, nadpovprečni ljudje kje opisali. In tudi na Harvardu najdeš ljudi, ki so res že iz samega štarta predani, ki so neki nadpovprečni že tako sami definirani. Ja, sigurno je to del vzroka, ne. Čeprav meni je bila ena taka zelo zanimiva anekdota iz mojega doktorskega študija v Edinburgu. Jaz sem delal na Edinburški univerzi in imeli smo enega diplomanta, ker sem bil jaz somentor takrat, ki je bil za politehnike, to so bile takratne visoke šole v Veliki Britaniji. Ta diplomant je pisal tako slabo angleščino, da sem jaz kot ne-native speaker sem opazil, da je slaba angleščina. In mi je moja mentorica razložila, da je v Veliki Britaniji da velika diferenciacija tukaj, da recimo univerza v Edinburgu kot ugledna univerza spodbuja tudi take stvari, da tudi študentje medicine, biologije, strojništva, da morajo tudi angleščino dobro obvladati, da tudi
profesori ocenjujejo jezik na izpitih in podobno, ne, da te visoke šole, ki niso to kvalitetne, pa tega ne delajo, da je ta razpon recimo v splošni izobrazbi precej različen, da une bolj usmerjeno izobražujejo neke kadre, te bolj ugledne univerze pa dajo neko širšo splošno izobrazbo. Zdaj težko rečem za Harvard, ker ne poznam direktno, ne, ampak mislim, da so tukaj tudi diferenciacije. Tudi v Ameriki so, ker veliko je teh state collegeov, ki omogoča, da vsak pride na fakulteto, kar je seveda v redu, ne, ampak so pa sigurno velike razlike v znanju, ki ga pridobijo. Je pa zagotovo delno pa tudi to res, da seveda najboljši grejo lahko na najboljše univerze in je potem zaradi tega, čeprav ravno v Ameriki pa spet vprašanje, ne, ali je to vedno najboljši ali vedno tisti, ki najlažje pridejo tja, ne. Saj vemo, ta afera pred par leti, ko so zvezdniki podkupovali svete univerz, da so lahko njihovi otroci prišli na te ugledne univerze mimo pogojev, tako da je večplastna zadeva, ne, težko reči. Gotovo pa dajo neko boljšo izobrazbo v nekem povprečju, kot pa neke manj ugledne, slabše univerze. Tukaj se meni tudi en tak zanimivo vprašanje, ki se mi je postavilo zdaj v času Zooma, če lahko komentiram, ne. Izobraževanje nadaljavo, to se bomo še malo kasneje, sem se mislil še vrniti, ampak mogoče že tukaj, ne. Se mi zdi ena taka nevarnost, da smo ugotovili, da dejansko predavanja lahko potekajo nadaljavo. Je problem, ni isto, ampak da se narediti, ne. In ena nevarnost, da bi se ugotovilo, da bi začeli na ta način racionalizirati tudi mogoče financerji, recimo država univerz, ne, da bi zahtevala, da gre čim več na, ker to je seveda cenejše, ne, da bi šlo čim več nadaljavo, ker na ta način lahko večjim študentom predavaš vse podobno. In se mi zdi, da se mogoče lahko zgodi v prihodnjih letih, da bo prišlo do neke take diferenciacije, da bojo dobre univerze tiste, ki bodo ohranile ta pristen stik študentov in profesorjev, oseben stik, osebna predavanja, slabše, ki bodo pa finančno bolj uspešne, zaradi tega bojo šle pa predvsem na ta učenje nadaljavo, ki zagotovo ni ekvivalentno. In to prinaša ravno te posledice, ki smo se prej pogovarjali, ta osebni stik, a ne, koliko je pomemben. In ravno to se zgodi, če ti poznaš enega profesorja, ki ti predava sam pred 100 udeleženci prek kamere ali pa 200, ne bo nikoli tega odnosa, a ne, ki je pač pomemben za učenje samo. In sploh, če se ti recimo študiraš nekaj tazga, kjer se ti učiš, kako delati z ljudmi, se mi zdi to nujno, a ne. Je sigurno tudi bolj, kako ne rečem, na komod za študente po eni strani, ne, ampak se pa mi zdi, da se ravno tam pokaže, da tisti, ki jim je res vrednota znanje, si bodo pač želeli največ pridobiti, tisti, ki jim je pa mogoče samo ocena neko sredstvo do izobrazbe, bodo pa pol pač tudi zadovoljni z nekimi, a ne, mogoče malo manj kakovostnimi oblikami izvedbe. Jaz se to strinjam, da osebnostni stik je zelo pomemben, ampak in se ga ne da nadomestiti in je stvar, ki se je mora ohranjati. Lahko pa rečem, da je tako pač korona poskrbela, da gre vse online, da je v bistvu prisilila fakultete, univerzo, da se premesti tudi na online, da sproba, ker nismo vedeli, jaz sam sem si to želel, da imamo nek posnetek predavanj. Pa to ne pomeni, da bi jaz si želel vse spremljati preko Visa oziroma preko česarkoli že, da ne bi hodil na fakulteto, samo ker veliko stvari zdaj vidim, še posebej, ko sem tukaj obdan z angleščino, kjer ne morem spremljati predavanja tako dobro, kjer si ne morem narediti tako dobrih zapiskov, mi to zelo manjka in mislim, mi zelo manjka. Sem zelo kot nek handicap in te posnetki, da jih nazaj prevrtim, da pogledam neko stvar, ki nisem zastopil dobro, da imam to možnost, lahko si prevrtim nazaj 10-krat, pa bom pol ta 10-čič zastopil, kaj je mislil s tem povedati. In med tem, ko teh posnetkov, ko nismo imeli, smo bili v predavalnici in smo bili mi tisti, ki smo imeli vprašanje, ki se ga nismo upali vprašati. Je šla snov mimo nas. In med tem pol na izpitu, pa ko so zahtevali znanje od nas, ga pa nismo mogli pokazati, ker enostavno pač je šlo mimo. In te videoposnetki se mi zdi, da bi lahko prišla neka redna praksa, ki se izvaja ob
še zmeraj ob samem študijskem procesu normalnem, z osebnimi stiki, da se mogoče vse te posnetke, ki se bojo v tem času nabrali, da se jih ohrani, da se jih da na voljo študentom. In samo za dodatno, mislim, da bi zelo pripomogli. Kot pomoč k študiju, ne pa Tako je. študija, ja. Pa dostopnost znanja, ne? Tako To je je. vedno plus. Ne, se to Vi ste pa pol mogli Tako je, ja. Vi se mogli profesorji pa bolj zelo angažirati, da bi bila predavanja res kakovostna, da jih ne bi začeli študentje zamenjevati z temi online posnetki, a ne? Ja. To je pa potem na kvaliteti, ne, študija. Ker je pa spet lahko spodbuda k temu, da si boljši, ne? Ker se moraš truditi. Tako je. Ja, lahko pa pripomnim še, da za družboslovne smeri ne vem, kako je, za naravoslovne smeri, kjer pa imamo laboratorijske vaje, tu pa bi se mislim, tu pa ni variante, da bi šlo online, da tu pa se mora izvajati osebno, ker vseeno, da imaš vsaj nekaj stika s tistimi prostori, s tistimi napravami, da nekaj narediš, da vidiš, no. To je pa zelo pomembno. Seveda, tako jaz prihajam z fakultete veterinarske, ker je pa to še toliko bolj pomembno, ne, ker ne moreš online naučiti. Čeprav recimo ena taka, ta digitalni svet, ne, pa sam ga zelo uporabljam, ampak recimo čisto iz moje stroke, ne, v veterini se v Evropi dogaja, da zdaj veterinarske ambulante, te majhne, prevzemajo ogromne korporacije. Mislim, da so 3 v Evropi. In sem že razmišljal, da se lahko zgodi v prihodnosti celo do tega, da bo prišlo, da ne bojo imeli več veterinarjev sploh v ambulantah, pa analogno se lahko mogoče tudi v zdravstvu to naredi čez nekaj let, ne. Ampak da bojo imeli neko centralo, kjer bo par veterinarjev, ki bo online diagnosticiralo, da tam bojo imeli zaposlene, pa samo za nižjo plačo neke tehnike, ki bojo sporočali, kaj vidijo pri pacientu, da bi natančna racionalizacija, ne. Tak malo grozen svet, ampak dejansko ni mogoče, da bi šlo v to smer. Čeprav po drugi strani ne pa prednost, recimo, ki jo jaz vidim tudi te digitalizacije, pa to, da lahko vključiš kakšne tuje predavatelje v predavanja, ne. Letos pri enem svojem izbirnem predmetu, recimo, sem decembra povabil enega zelo uglednega profesorja iz Los Angelesa, ki zagotovo ne bi prišel osebno, ker nima časa v Slovenijo, tako se je pa pridružil nam in smo imeli 2 ure predavanja pri mojem predmetu iz Los Angelesa direktno, ne. Tako da tukaj so pa možnosti. Seveda spet treba paziti, da to ne bi nekdo začel izkoriščati, pa večino predavanj na tak način naredil, pa sam ne bi več se angažiral, ampak... Ima, tako je, lahko rečem tudi jaz, ima en velik minus, da izgubite osebnostne stike in stvari, ki jih te osebnostne stiki tudi pač pripomorejo. Mislim, da pa odkrije goro novih plusov, kot so gostovanje, kot so vse neke... Mislim, da se da še dosti narediti s tem videoposnetkim oziroma online predavanjem, no. Da vse ni tako slaba stvar na koncu. Ja, seveda, mora biti pa kvalitetno, ne, pa... Tako je. Tako kot smo rekli, ne more nadomestiti, lahko je pripomoček, ker rekli, ne, ni samo, da profesor je tako suhoparno predavanje, ampak tudi študente, ravno te interakcije, o kateri smo prej govorili, je dosti manj, ne. Jaz vidim sam pri enem predmetu izbirnem letos, ko sem imel 8 študentk, smo zelo dobro se pogovarjali, ker z 8 na Zoomu še nekako lahko, ne, če imaš pa 60 študentov priklopljenih na Zoom, potem pa zelo težko sprašuješ, pa zelo težko, če si v predavalnici vseeno rečeš nekomu, kolega, dajte odgovoriti na to vprašanje, ne, preko Zooma pa težko si nekoga zbereš, pa tako da... To je res, ja. Pa tudi za nas je novo konec koncev, a ne. Mogoče smo tudi mi še malo, kako ne rečem, na nek način malo sramežljivi, ali a ne, nekaj je tudi za nas novega in potem nam je mogoče malo težje sodelovati, tako kot je profesorjem težje predavati, ne, preko teh platform, ne. Mogoče tudi z leti bi se tudi vsi skupaj bolj to navadili, pa bi tudi to postalo lažje, ampak zaenkrat se vidijo velike razlike, a ne. Kako pa recimo med fakultetami imate študente dosti stikov, kako se vama zdi, bi bilo fajn, da bi imeli več stikov, ker recimo meni se zdi to en problem Ljubljanske univerze, da smo premalo povezani med seboj, da bi lahko dosti več povezav imeli. Tukaj govorim jaz bolj na raziskovalnem področju, recimo, ko ga bolj poznam, da bi lahko bilo dosti več povezav med različnimi področji, ampak kaj pa študentje, se povezujete z različnih fakultet, da vidno prihajate z 2 različnih fakultet, kako gledate na to? Slovenska praksa ni taka. Tukaj na izmenjavi vidim, da je to možnost, v Sloveniji pa dejansko na tisti fakulteti, ko si, na tisti študiraš in
ko rečem, drugega ne vidiš, ne sodeluješ z drugimi, razen na kakšnih projektih, ki tudi niso podprti oziroma niso izvedeni s strani univerze. Tisto nam da neko možnost sodelovanja. Samo tu se spet določijo le manjše skupine, le nekateri študentje. To absolutno bi si že bolj želel, da bi bilo bolj interdisciplinarno, da lahko sodelujem pri nekem predmetu, da je lahko na ponudbo tako strojniku kot elektrotehniko, da imamo to možnost, tako rečem, nekega mešanja predmetov, da imamo več svobode. Trenutno, kljub temu, vsaj univerzitetna smer, kljub temu, da ne bi bila dosti splošna, so še v smeri vsi predmeti izvedeni s strani ene fakultete, ki bi lahko bilo vse nabran kot nek paket predmetov, ki si jih lahko izbiramo iz različnih fakultet. Če je že tako splošno, zakaj moramo imeti mi elektrotehniko na fakulteti za dam primer, na strojništvo, če imamo lahko na elektrotehniko na fakulteti za elektrotehniko. To bi bila že ena taka dosti dobra možnost nekega interdisciplinarnega in nekega povezovanja med študentskega, da fakultete med seboj sodelujejo. To bi pripomoglo. Jaz se absolutno pridružujem. Samo to povezovanje na ravni predavanj, se pravi na ravni učne vsebine, a ne. Mi imamo tak študij, da črpamo strokovna znanja iz vseh drugih ved in 10 fakultet je sigurno, v bistvu skoraj vsaka fakulteta iz Univerze v Ljubljani ima znanje, ki je za nas pomembno. In se pravi oblika, da bi bila kakšni gostujoči predavatelji tudi iz drugih fakultet, da bi se povezali recimo študenti iz drugih fakultet, bi bila velika prednost. Jaz imam recimo prijateljico, ki študira na naravoslovni smeri in so mogli za muzej nekaj oblikovati, za otroke, delavnice pripraviti. In ona je potem mene klicala: Pija, a lahko dam v 3. razredu Zolfa nožem zarezati, a lahko prvošolčki s škarjami, kaj bo za njih zanimivo, kako naj to vključim. In jaz sem njej z veseljem pomagala, ker jaz te stvari vem. Razumem pa, da nekdo, ki ni bil nikoli v stiku s tako starimi otroki, ki tega ne ve. In vsi njeni sošolci so pač te stvari za otroke, ki so se potem dejansko, najboljši projekt, mislim, da je bil celo izveden, so jih naredili brez, da bi bili v stiku s kakršnimi koli pedagogi. Po drugi strani bi pa mi z veseljem recimo sodelovali, če bi bili kakšni taki projekti, ker mi pa drugih znanj nimamo, nekako pripraviti te vsebine mogoče. In bi se mi zdel tukaj res velik plus, no. Jaz se ne spomnim, da bi bila v času študija tako, ki je študijsko kdaj povezana s študenti drugih fakultet. Samo preko obštudijskih dejavnosti, to pa je. Preko obštudijskih pa se povezujete? Ja. Tako je, razni ali pa dogodki. študentska organizacija. Ja, tukaj mislim, da je dosti možnosti. Recimo, za konkreten primer, naša fakulteta ima eno posestvo na Primorskem, na Vremščici, in ravno zdaj se nekaj pogovarjamo, da bi skušali, pač to bolj ko ne deluje zelo aktivno že precej let, ampak se trudimo, da bi neka sredstva, da bi to obnovili. In recimo ena ideja je tudi to, da bi lahko bilo to nek poligon za pedagoško fakulteto, da bi lahko se učili, kako šole v naravi delati, recimo, izvajati. Ja, krasno. Pedagoške, tako da tukaj se mi zdi, da je dosti takih možnosti, ki bi jih lahko izkoristili, pa jih premalo izkoriščamo za sodelovanje tudi za te horizontalne predmete. Ker potem tudi se mi zdi to večjo pripadnost univerzi, ker tudi dostikrat se mi zdi premejhna. Kako se vama zdi recimo kot študentoma? Čutite študenti pripadnost univerzi? Vem, da v tujini recimo je ta pripadnost zelo velika. V Ameriki, v Veliki Britaniji se študenti zelo čutijo povezani, tudi potem, ko končajo fakultetno izobraževanje, se čutijo, da so del univerze še vedno, tudi univerze delajo na tem. Jaz recimo, ko sem doktoriral v Edinburgu, dobim vsako, mislim, da 2 meseca eno glasilo, zelo lično, z novicami za univerze, tako da združujem na ta način stik s svojimi diplomanti. Koliko se vam zdaj tukaj je pripadnost, ali je premalo, bi mogli več delati na tem? Meni osebno se zdi, da je v Sloveniji veliko močnejša pripadnost samim fakultetam
kot univerzi. Zagotovo je to pogojeno s tem, da je pač ena osrednja univerza in da mogoče z tega vidika ni toliko konkurence, da bi se zato želeli toliko identificirati s tem. Sem pa recimo tudi jaz študirala v manjšem mestu, v Španiji, Kataloniji, kjer je bila tudi samo ena univerza v mestu, oziroma kraju celo, je bila pa zelo močna pripadnost tej univerzi. Mogoče tudi zato, ker je bilo že prostorsko tako organizirano, da je bil kampus skupaj in smo imeli študenti vseh fakultet smo bili na kupu. Se pravi, jaz sem imela prijatelje iz drugih fakultet, ampak to sploh ni bilo pomembno, ker smo se videli vsak dan, ker smo bili skupaj na tistem dvorišču, ker smo bili v istih stavbah oziroma v sosednjih stavbah. Ampak to so neki taki zunanji pogoji, ki jih je težje zdaj spreminjati. Kar bi se pa dalo narediti, je pa sigurno to povezovanje, o katerih smo se pogovarjali, zaradi tega, ker s tem se presega nivo fakultet in v bistvu dobiš identifikacijo na ravni univerze. Pa mogoče tudi to ohranjanje stika potem, ko enkrat nisi več študenta, tako kot recimo te alumni obstajajo, da bi se v bistvu na tak način ali pa povezovanje aktualnih študentov pa nekdanjih študentov, pa bi se pol mogoče tako tudi izboljšala ta pripadnost. Kakšni družabni dogodki, ki se srečuje tudi. Mogoče bilo zanimivo tudi za študente več kakšnih takih dogodkov iz prakse, da se srečanja čisto neformalna, da vključiš nekoga iz prakse v predavanja, ampak da narediš neformalne dogodke, srečanja, klepete z uspešnimi diplomanti. Evo, Matej? Lahko se popolnoma strinjam s Pijo. Tudi sam trenutno opažam iste stvari. Imamo v tem mestu, kjer sem, so dve univerze in prva stvar, kjer se vpraša, ko se vpraša, na kateri pa si, in že tukaj z to identifikacijo nekako izražaš neko pripadništvo. In tudi zelo pripomore, da je to sam kampus, da lahko fakultete lažje sodelujejo med seboj, da se srečuješ z študenti drugih fakultet, da lahko univerze delujejo bolj povezano. Ampak ja, na splošno pa, tako kot Pija pravi, vse te trenutne situacije tudi živim in lahko potrdim. Jaz sem še eno stvar recimo razmišljala za res izboljšanje te pripadnosti. Recimo v tujini se ti zgodi, da če si ti študent neke univerze, bo ta univerza nekako poskrbela za svoje študente, v smislu, da jim bo tudi nudila določene privilegije, recimo vstope v muzeje in takšne stvari. In potem ti prav ponosno poveš, da si študent te univerze, In recimo vse to so banalne stvari, ne vem, vstop v galerijo stane par evrov, ampak študenti te univerze v Ljubljani bi imeli pa, ne vem, Narodno galerijo za stonj vstop in to se mi zdi, bi bili pol ponosni na take stvari, pa se gre res za majhne vsote, ampak se gre pa za simbolno sporočilo, da se to spodbuja, In prek takih praks se mi zdi, da se tudi pol poveča ta pripadnost. Mislim, da se to že majčkeno izvaja, v smislu Centralna tehnična knjižnica ima kot študent Ljubljanske univerze imaš brezplačno kot prijavnino, medtem ko mislim, da ostale univerze morajo plačati, če se ne motim. Absolutno pa, tako kot Pija prav, da univerza daje da da nekaj na študente. Tukaj le vidim, da da zelo na tako fizično kot psihično zdravje. V času korone zelo delajo na tem, da študent proba oziroma izkorišča ure psihologa na tedenski ravni, če je le možno. Da nekako se podpira to mentalno stabilnost in izvaja tudi dodatne online sodelovanje kot neke povezovanje, igre, tako da vseeno ostaja neka skupnost, neka družba, konstantno delajo na tem, dajo ti videti, da jih skrbi za tebe. To je iz psihičnega, fizičnega, pa tako, da dam primer šport.
imajo več kot 75 različnih vrst športov ponujenih, tako rečen za zastonj. Jaz hodim jahat konje, ki je v Sloveniji, mislim, da skupinska ura tečaja nad 15-17 evrov, tukaj jaham za 2 evra. Se vem, da na koncu pride to do financ, ampak če ti da neko opcijo kot študent neke univerze, da lahko nekaj koristiš, mislim, da potem tudi občutiš, da univerza dela zate, skrbi zate. Ja, no, finance zagotovo so problem, ne, čeprav pri takih zadevah verjetno tudi ne toliko, ker vedno se da kakšne dogovore sklepati z raznimi ponudniki, ne, ker končno tudi enkrat dokončate študij, pa greste v službo, postanete uporabniki takih storitev, pa potem polne cene plačujete, ne, to je nek način reklama tudi za take, tako da tukaj je pač stvar tudi dogovorov z posameznimi takimi ponudniki, tako da so finance, niso pa samo finance verjetno tukaj zadaj, ne, tako da je tudi volja resti, ja. Zdaj malo si že omenil korono, se vam zdi, da smo se v redu na korono prilagodili, na te izredne razmere, bi se dali kaj izboljšati? Mislim, da smo se zelo. Jaz osebno v času korone nisem imel nobenega izpita, ki bi ga rabil pisati online, tako da z tega vidika ne vem, kako se je tukaj izpeljalo uspešno. Mislim pa, da vsaj naša fakulteta, da je dosti hitro poskrbela za nadaljevanje pedagoškega procesa, za ponujanje snovi, da je vse skupaj, kakor se je le dalo, nemoteno potekalo. Seveda, prvi pogrešek, ki smo ga vsi občutili, je bilo te laboratorijske vaje. Tu mislim, da smo vse naravoslovne fakultete zelo pogrešali. Mislim pa, da so se potrudili nadaljevati v najboljšem meri. Pri vas PIA pa verjetno sploh ne, vaš dekan je bil zelo aktiven, vem, da tudi pri digitalizaciji in temu, tako da ste nekako skušali tudi voditi, kako je tvoje videnje kot študentke. Ja, jaz mislim, da pač so se izvajalci potrudili po svojih močeh, a ne. Težko je primerjati v živo pa preko kamere, ker je razumljivo, da so razlike, ampak ta situacija je za vse nas nova in pač glede na to, koliko hitro so se mogli odzvati in prilagoditi, se mi zdi, da je bilo zelo veliko narejeno v tej smeri, pa tudi v tej smeri, da ne bi bili zdaj zaradi dela nadaljavo študentje karkoli prikrajšani. Se mi zdi, da se je tudi v tej smeri gledala, ne, recimo, tudi če nadaljavo boste imeli kolokvij, da se recimo ne bi počutili, da zdaj ste pa zaradi dela nadaljavo prikrajšani, recimo, ne, primer. In tu se mi zdijo primeri dobre prakse, ne, se pravi, poskušati ohranjati neko kakovost, tudi če pač v neki drugi obliki. Je pa tako, ne, kot ste rekli, pa vsi vemo, da pač to je nek nujni izhod v sili, a ne, ni pa to rešitev, to delo nadaljavo, neka trajna, ne. Ok, mislim, da smo kar veliko stvari že obdelali, tako da bomo počasi lahko zaključili. Pa mogoče za konec smo vprašanje za vaju oba, kakšni predlogi, kaj bi se vam zdeli, kaj bi kot študentje pogrešate recimo od univerze, da bi univerza kot inštitucija ali pa vodstvo za vas je kakšne take stvari, ki bi želeli, da bi imeli več stika, prej smo govorili, da pripadnosti bolj fakultetam kot univerzi. Dejansko sem že slišal tudi mnenja, da ljudje niti nekako ne čutijo univerze kot neke inštitucije, da je pač fakulteta je tista tvoja inštitucija, univerza sama pa nima. Tako je, kot je PIA izpostavila, zelo se čuti pripadnost fakulteti, samo univerzi pa, tako rečen, ne. Mislim pa, da vsem samo pripadnost univerze trenutno nimam nekega predloga, je pa za pač poštudijsko, kako bi vsem to ostali v stiku, kako bi neko to pripadništvo ostalo. Vem pa, da so recimo alumni neka rešitev, ki ponujajo za neko nadaljevanje tega. Mislim pa, da, če lahko izpostavim problem alumnov, je, da niso toliko prepoznani, oziroma mislim, da bi lahko naredili več,
za vsaj prvi stik, kaj je tu študentom, da se vse malo bolj predstavijo, s čim se ukvarjajo, da oni posežejo do tebe, ne ti do njih, ker se mi zdi, da bi na ta način lahko ostali dosti večjem stiku, dosti večjo pripadnost tudi po študijskem obdobju državno. Ja, mogoče še kakšen predlog. Jaz recimo, tako kot ste vprašali, vloga univerze kot inštitucija v nasprotju z fakulteto. Recimo, glede na to, da je univerza krovna, se mi zdi neka odgovornost univerze za zagotavljanje kakovosti posameznih fakultet in tu je recimo moje pričakovanje do univerze, se pravi, da nam zagotavlja kakovosten učni proces, kakovostne profesorje, da zagotavlja nek glas študentom, da so pač možni vedno predlogi za izboljšave, da bi bili možni vedno podati neko konstruktivno ali kritiko ali pohvalo, se pravi, da bi se pač res stremeli k temu, da bi imeli visoko kakovost in da recimo ne bi bilo profesorjev, od katerih bi imeli študentje mnenje, da nič ne odnesejo, ampak da bi bilo čim več takih, ki bi bili pač nek navdih. Prvič to, kako poučevati, recimo sploh za nas. Drugače pa tudi glede same zavzetosti za strokovno področje. To se meni zdi glavna stvar. Mislim pa, da lahko rečemo tudi probleme, ki smo izpostavili tekom tega pogovora, kot so povezovanje med fakultetami. To bi bila ena stvar, na kateri bi se lahko naredilo kaj več še. Pa mogoče vseeno, da bi se slišal malo bolj glas študentov, samega sveta in mogoče študentske organizacije, da se jim dovoli kakšno stvar več. Dobro, najlepša hvala za tale zanimiv pogovor. Meni je bil zelo všeč. Upam, da vama tudi bo poslušalcem. Hvala. Če bo pa kdo kakšno vprašanje glede študentske problematike imel, pa mi lahko zastavi vprašanje preko YouTube kanala ali pa preko Facebook strani. Tako da hvala lepa še enkrat, Pia in Matej, in se vidimo. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Nasvidenje.